Pretekli vikend smo bili predstavniki Slovenske demokratske mladine, jaz in mednarodni sekretar Gal Safran, prisotni na vrhu o zaposlovanju mladih v Evropski uniji. Dogodek je bil v organizaciji podmladka Evropske ljudske stranke, kjer smo kar nekaj dni razpravljali o brezposelnosti mladih in kako seveda pomagati 6 milijonom brezposelnih mladih po Evropski uniji. Na koncu smo se brez težav in z velikim veseljem odločili, da sodelujemo v novem zavezništvu za boj proti brezposelnosti mladih v Evropski uniji. In sicer smo si za našo osnovo našega delovanja zastavili predvsem program podmladka Evropske ljudske stranke na področju brezposelnosti mladih, in sicer 3-stopenjski načrt. Prvi so davčne spodbude za ustvarjalce delovnih mest, ki zaposlujejo mlade, drugi umik birokratskih ovir za mlade podjetnike, ter tretjič izobraževalni sistem, ki bo veliko bolj povezan z gospodarstvom in tudi seveda prilagojen potrebam trga. Dogodka se udeležil tudi Evropski komisar gospod Barnier, ki je na koncu tudi seveda izrazil podporo temu projektu zavezništvu. Na koncu pa tudi sam seveda predstavil nekaj novih politik na področju zaposlovanja mladih v Evropski uniji. Torej, nekako da povzamem, v Slovenski demokratski mladini, eni največjih in najvplivnejših mladinskih organizacij v Republiki Sloveniji, smo ponosni, da sodelujemo in da smo soustanovitelj novega zavezništva za boj proti brezposelnosti mladih. Ob sodelovanju z evropskimi poslanci nacionalnih parlamentov, predsedniki vlad, ministri, predsedniki strank, akademiki in seveda ob sodelovanju z mladinskimi organizacijami si želimo čim prej zagotoviti nove ukrepe za ustvarjanje ter zagotavljanje zaposlovanja mladih v Evropski uniji, saj treba povedati, da številka 6 milijonov je urgentna in kaže na to, da smo do zdaj na tem področju zaspali. Zaskrbljujoč tudi podatek na področju brezposelnosti mladih v Sloveniji, številka raste iz dneva do dan. Trenutno smo nekje okrog 30 000 in žalostno je, da se vlada Alenke Bratušek ne ve spopasti s tem problemom. Politika višanja davčnih bremen in gospodinjstev ni pravilna, saj je delovna sila v Sloveniji že tako ali tako zelo draga in gospodarstveniki zato raje zaposlujejo v tujini. Tem ukrepom pa žal seveda sledijo tudi mladi, ki se zaposlujejo v drugih državah, kjer so pogoji za zaposlovanje in seveda tudi delo precej bolj ugodni. Vlada Alenke Bratušek je v zadnjih mesecih delovanja bila zelo intenzivna in aktivna na področju viševanja davkov ter branjenja privilegijev. Tako lahko povemo dvig davka na dodano vrednost, spremembe na področju plačevanja dohodnine tistih posameznikov, ki so zaposleni v tujini. To posebej čutijo prebivalci ter mladi, ki so doma v krajih, ki so bliže meji, predvsem tukaj je govora o Avstriji. Nepremičninski davek in še bi lahko govorili. Delovanje vlade Alenke Bratušek pa torej ima zgolj eno, ohranjanje trenutnega stanja in drvenja proti mednarodni finančni pomoči, ampak to ni nič, važno, da se obranijo mnogi neopravičeni privilegiji za tiste, ki so bili ali pa delali kaj po diktatu pravih strica. Omeniti velja tudi, da ima vlada Alenke Bratušek do zasebnikov, gospodarstvenikov, obrtnikov, podjetnikov izrazito negativen odnos. Pred nekaj tedni je bila v državnem zboru tudi razprava o dokumentu Kisik za gospodarstvo. Zbrani so bili skratka predlogi gospodarstvenikov, obrti, združenj, delodajalcev, delojemalcev in vseh reprezentativnih organizacij s področja zaposlovanja ter gospodarstva, ampak ga je predsednica matičnega delovnega telesa, torej gospa Pavlič, kot predsednica odbora za gospodarstvo v državnem zboru, označila za mineštro in pa seveda tudi za mokresanje gospodarstva. Menimo, da takšno obnašanje in ravnanje poslancev koalicije nedopustno, sramotno in na mestu je, da na tem mestu seveda tudi pozovemo gospod Pavlič k odstopu z mesta predsednice odbora za gospodarstvo v državnem zboru Republike Slovenije.
Kot tretjo bi rad povedal tudi nekaj o resoluciji o nacionalnem programu za mladino za obdobje 2014-2022. Veljat dodati, da smo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlagali tudi svoj amandma, ki se navezoval predvsem na večjo medsektorsko povezovanje s predstavniki gospodarstva, obrti ter prostovoljnih organizacij, saj si želimo, da bi mladi čim prej začeli pridobivati čim več prepotrebnih izkušenj, ampak žal je celotna koalicija talec in ujetnik gospe Majde Potrata, ki očitno, ko sliši, že samo sliši za SDS, doživi nočne more in žal je zaradi tega naš amandma seveda bil tudi zavrnjen. Veseli nas, da je bilo sprejetih nekaj amandmajev Mladinskega sveta Slovenije, ampak prepričani smo, da še precej rezerv in z sprejemanjem in predlaganjem naših amandmajev bomo nadaljevali v okviru razprave v Državnem zboru. Seveda pa podpiramo resolucijo o nacionalnem programu za mladino, ne samo zato, ker je nujna, ker zamuja, ampak zato, ker menimo, da je dobro pripravljena. Kljub temu, da seveda imamo nekaj popravkov, pa mislim, da treba čim prej sprejeti to resolucijo in lahko rečem, seveda držati za besedo Vlado Republike Slovenije, ki se zavezala, da bo v roku 3 mesecev izpeljala prve konkretne ukrepe ter projekte. Kolikor pa teh ne bo, pa bo Vlada imela seveda ob svoji strani poleg mladinskih organizacij tudi enega izmed poslancev, ki bo stalno gledal pod prste. Žalosti me seveda to, da veliko poslanskih skupin strank govorijo o tem, da so na mladih svet stoji, ampak ko pa pridejo na neko moč odločevanja, pa temu ni tako. Pozabijo na to in žal lahko ugotovim, da se je floskula na mladih svet stoji izpela in da mladi so vzeli prihodnost svoje roke tudi tako, da se izseljujejo v tujino, kljub temu, da so zelo dobro izobraženi in kljub temu, da si seveda želijo delati v Sloveniji. Tako da tega ne bomo pustili in dopustili. V Slovenski demokratski stranki smo vedno prisluhnili potrebam mladih, v končni fazi lahko se tudi pohvalimo z največjim številom poslancev pod 30 let starosti. In naše delovanje bo tudi v prihodnje usmerjeno v to, da čim več mladih seveda ostane v Sloveniji. Hvala.